Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes smo na četrtni skupnosti Polje in z mano je gospod predsednik Anton Podobnik. Se zahvaljujem, da ste se odzvali tudi vi. Pa bi prešla kar k prvemu vprašanju. Kakšna je vaša ocena povezanosti med vašo lokalno skupnostjo, med vašim svetom četrtnim? Ja, dober dan še enkrat. Jaz moram reči, da vaša ugotovitev, da ta povezanost ni najboljša, ne drži. Res je to, da smo svetniki izbrani iz vseh področij četrtne skupnosti. Naša četrtna skupnost je kar obširna, ima preko 20.000 prebivalcev, zato je težko dobiti pravi vtis za to mizo, ker nas sedi 15 svetnikov. Vendarle poskušamo vsak po svoji moči in področju, ki ga pokriva, pridobiti glavne želje. Največ seveda se ukvarjamo v tem trenutku, sicer najbolj problematično zadevo, to je komunalna ureditev kraja. Mi smo bili dolgo časa precej podhranjeni, kar se tega tiče, naj si bo cestno povezavo z centrom mesta, naj si bo z komunalno ureditvijo, govorim predvsem o kanalizaciji, na to se zdaj spreminja, močno spreminja in zato smo tudi bolj vpeti v kraj, kot smo sicer bili. Kako bi pa po vašem mnenju lahko povezavo med vami pa med prebivalstvom izboljšali? Ja. Zdaj, moram reči, da tista praksa, ki je bila nekdaj, ko so bile krajevne skupnosti, predvsem je bil utrip kraja bolj čutiti, ker so bili neposredno vključeni, pa s tem zbori, ki so se dogajali po krajevni skupnosti, to v četrtni skupnosti ni več mogoče, ne da že je, ampak težje izvedljivo. Tako da jaz mislim predvsem to, da moramo svetniki stremeti k temu, da se čim bolj povezujemo neposredno s krajani, z okoljem, iz katerega izhajamo. Kot sem že prej rekel, pomembno je, da imamo čim boljši pokrit teren, da pravzaprav nimamo sivih lis, iz katerih ne bi imeli svojega predstavnika v četrtni skupnosti oziroma v svetu četrtne skupnosti. Je pa tako, kot sem že prej rekel, največ se ukvarjamo prav s to problematiko. In lahko rečem, da smo imeli v preteklih letih kar dosti dober uspeh, tudi kar se tiče povezav. Poskušamo pa seveda zadovoljiti, kar se največ da, željam krajanov. Naša vrata so jim odprta tudi druge dni, razen tistih uradnih ur v tednu, ki jih imamo. Kar nekaj krajanov se odziva na pozive, tako da to pogledno smo kar dobro, založeni z problematiko terena, verjetno pa da ne vseh področij enako. Prav imate verjetno bolj v nek predal, kamor lahko občani oddajo pobude. Seveda, imamo tudi spletno stran, imamo Facebook, svoj profil, tako da dosti možnosti je, seveda pa vsi krajani se tega ne poslužujejo. No pa še ena informacija, morda ni več. Mi smo se pred leti odločili, da izdajamo svoje glasilo, imenovano časopis, s katerim vsaj dvakrat na leto seznanimo krajane z dogodki. Pričakujem pa seveda tudi potem nek odziv na te informacije, ki jih podajamo. Torej, dobrodošli krajani Polja, da se malo bolj odzovete na prizadevanja vašega četrtnega sveta. Pa bi vas zdaj še vprašala, kakšna je pa povezava vašega četrtnega sveta z mestno občino Ljubljana? Zdaj, mi smo morda malo v prednosti, glede na to, da sem jaz tudi v preteklem in v naslednjem mandatu mestni svetnik, tako da imam sveže informacije tako s četrtne skupnosti, kot seveda povratno. Mestni svet ni neposredno organ, ki bi o tem kaj dosti se ukvarjal, ampak imamo za to pristojne odbore. Da pa moram reči, da je pa razprava čestokrat
celo žolčna, ko gre za kakšen problem, predstavitve in pa razrešitve problema. Tako da imamo posluh, to moram priznati, tako da, kar ne nazadnje je vidno tudi iz dejavnosti v zadnjem obdobju. Mi smo uspeli pridobiti povezavo z mestom preko prenovljene Zaloške ceste, zdaj vključno s krožiščem na Vevčah, tako da je največji problem je rešen, seveda pa to še daleč tega bo to vse. Zdaj imamo problem industrijske ceste v Zalogu, ki bo povezala industrijski del z avtocesto in s tem rešila problem predvsem Založanov, ker imajo gost kamionski prevoz skozi kraj, ki se bo pa bodoče izognil vsaj v središču Zaloga. Tako da tega je kar nekaj, mislim, da. Jaz sem zelo vesela slišati, da ste vi torej eden izmed članov mestnega občinskega sveta, ker je naslednje vprašanje moje, izhaja pa nekako iz moje izkušnje. Sem sicer bila pretekli mandat na vasi podpredsednica vaške skupnosti, ampak sem se udeleževala občinskih sej in ugotavljala, da bi koristili, če bi bili predstavniki četrtnih oziroma vaških svetov v županovem občinskem svetu. Ko sem potem izvedela že od parih vaših kolegov, da vas nekaj je. No, pa me vseeno zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi vas bilo več predstavnikov četrtnih oziroma predsednikov četrtnih skupnosti v županovem občinskem svetu. To vsekakor je dobro, vsaj to, da nas je nekaj, tako da včasih poslušamo stvari, ki so zelo odmaknjene od življenja četrtnih skupnosti. Življenje v četrtni skupnosti je povsem drugačno, kot seveda nekje v mestu ali pa od nekoga, ki gre samo skozi četrtno skupnost, pa pride v mestni svet. Mi imamo v sreči v zadnjem mandatu eno zelo dobro prakso, da se redno mesečno sestajamo s podžupanom, kjer premlevamo te naše težave, ki jih imamo, vzamejo si čas, moram reči, da eni in drugi. Poleg tega je pa zadnji čas, nekaj mesecev, imamo pa redne mesečne sestanke pa z podžupanom in pa z OGDP-jem, to je oddelkom, ki skrbi predvsem za komunalno opremljenost mesta. Na tem se pa tiste prav operativne stvari, ki so občanom najbolj na očeh in tudi ne nazadnje čutijo največjo potrebo, predvsem tam, kjer to ni urejeno. In tam razrešujemo. Tako da jaz si ne znam se predstavljati, kako bi lahko na mestnem svetu razreševali neke probleme v posamezni četrtni skupnosti, če res so to neki vnebovpijoči problemi. Tako da je lep bolj prav, da se to na nekih operativnih organih, sestankih, te stvari urejajo. Dobre novice. Naslednje vprašanje so že obvedala. Imam še vprašanje, je mogoče kakšno pobudo za še izboljšanje razmer v vaši četrtni skupnosti? To se iz mandata v mandat koristimo dobro prakso. Eno je posebej za pozdrav, da se tu v četrtnih skupnostih, kot poznam tudi drugje, teh delitev na moji, vaši ne gremo. Tule smo vsi eno, smo predstavniki kraja in delamo samo zato, da za dobrobit kraja, seveda tudi mesta v celoti, ne glede na to, ali smo od ene ali druge strani. Je pa seveda lažje stvari urejati, če imaš v svetu večino, tudi zaradi tega neka pobuda lažje pride do izraza, kot pa od nekega posameznika. Zaenkrat jaz upam, da bo tudi v prihodnje tako, kot je bilo doslej. Pa še vprašanje oziroma pobuda je mogoče karkoli, kar bi radi sporočili gledalcem projekta. Zdaj ne vem, ali se to nanaša na obdobje, ki prihaja, ali obdobje, ki je za nami. Delam na tem, da bi vaša izkušnja govorila. Prvo bi rekel, ena od stvari, ki bi jo priporočil zdaj krajanom, glede na to, da smo
pred velikim projektom, oziroma da smo že v njemu, to je izgradnja kanalizacijskega omrežja v celotni Ljubljani. Tudi v naši četrtni skupnosti imamo velik del te pogače, preko 15 kilometrov kanalizacije, kar bo sigurno vplivalo na normalno življenje krajanov, kjer se bo gradila kanalizacija, s tem pa tudi urejevala ostala infrastruktura, da so bolj prizanesljivi in da gredo maksimalno na roko izvajalcem, tako da ne bi bilo večjih zapletov. Predtem imamo seveda drugi problem, mi bi verjetno marsikakšno cesto že uredili, pa jo nismo mogli ali pa jo ne moremo zaradi tega, ker so v privatni lasti. Velik problem Ljubljane, pri nas pa še posebej, in potem nasprotovanja posameznikov, ki so lastniki dela ceste, pa ne dovolijo prekopov. Tako da tu si sam ne znam predstavljati brez enega sodelovanja s krajani, da bomo zadevo razrešili. Tu apeliram tudi na sosede takih, da maksimalno pritisnejo na, če smem tako uporabiti ta izraz, na te lastnike zemljišč, da bi odstopili oziroma dovolili služnost za postavitev tega omrežja, ki je zanesljivo za nas izjemno pomembno. To je ena zadeva, drugo, bi se rad zahvalil za podporo, ki smo jo dobili ob teh zadnjih volitvah, ki zanesljivo kaže na to, da smo delali v preteklosti dobro in v upanju, da bomo to njihovo pripravljenost tudi v bodoče, to zaupanje uresničili oziroma zaupanje potrdili. To mogoče. Hvala vam, hvala tudi vam za ogled in pozornost. Do naslednjega intervjuja. Nasvidenje. Srečno.